Kaj pa delaš? Probam da kokos narazim da. Kokos narazim pa? Ne gre? Ni tako enostavno. Rabiš narazim da. Pomaga. Neko kljunih pelikanov tam. Evo, sva prišla do kokosa. Skoraj, še malo. Dober, ne? Kokos. To je zdaj pravi kokos. Dober je pa tako, res to pa dobro. Tako malo svežilno je, ima še malo tekočine v sebi. Super je, res. Tale kokos ga zdaj znamo, pa ga bo imela za jesti ali pa za kaj je uporabiti, zdaj ki znava Torto in kruh narediti. Torto in kruh narediti, ja. In da so danes izplula zjutraj takoj naprej. Grejo tale 6 milj zahodno, greva samo na Genovo. Zdaj ne smeva preveč obremenjevati jambora, tako da malo so šla na motor, malo na Genovo, nočem pretiravati, da ne bo res do konca kje utrnilo, dokler ne dava zavariti, vse skupaj pojačati. Zdaj grem pa mim takihle v točku letih. Da sva pripravila do otoka. Se greva pa malo razgledati, da vidimo, kako izgleda tukaj, poleg teh smetitve. Kaj imajo opico. Da imajo pa opico, kokoš. Da vidiš? Da nama ne bo kaj ukrala, malo se bo po repu popraskala. Malo majca, sendviči. Da sta dva psa, ja, na ovni strani. Kakšne barve so tukaj, sonce obsije. Tukaj ta pes je priplaval iz drugega otoka, tam na čez. Veliko plavajo tile psi tukaj. Treba kar paziti, kam stopaš, ker je veliko smeti, nekaj ostrega ne stopaš. Tile listi so tudi kar ostri drugače, da se ne porežemo, glede na to, da vsod po teh otokih bosa hodva. Sva pa tukaj prišla do domačinov. Da vidimo, kaj teta nekaj prodaja. Teta, kaj so ti indijanci? Hola. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Molas. ¿Tú molas? ¿Tú haces molas? Aquí, Ajá. con la casa. Tu vai per casa, vedi? Tukaj imajo spet polno teh kokosov. Našla polna obala, pa jih bova še nekaj razbila. In so se ugotovila, da je ful dober ta kokos. Tako da ga lahko za več stvari uporabimo. To je še en njihov tradicionalni čoven iz lesa. Imam pa še malo tukaj pogledati, kaj imajo tukaj. Pa tukaj je prišla še do ene gospe, isto prodaja tele. Tele so lepe modre, ni? Modre, lepo, ja. Ne preš, kako je. Hola, mucho.
¿Cuánto es una? Precio, Precio, sí. precio, 15, 10, 20, 30, 40, precio. Precio. Dobro. Pues, trabajo mucho. Mucho trabajo. Chicha fuerte. Tu pa sušijo ribe, dimijo. ¿Y quién pesca eso? ¿Marido? Marido. Marido. Bien, bueno marido. Oh, mucho. Evo, koliko si spodaj zakorjeni, se lepo kadi, pa sušijo ribe. Chicha fuerte. Neki rib pa je, ne? Enero. Enero. Ti ga tako vzela, ne? Ajde vidim kako si lep. O boj, boj. Fiesta. Wow. Chicha Ja, kako si lep. Ja, viš. Imaš pa tle haro, potem v točko, bolhe imaš. Ma? Bolhe, ja. Zdaj bomo pa zaplavala nazaj na Timijo. Zdaj sva prišla pa na otok Aquadangana, nekaj takega, če sem prav prebral. Ravno kar je mimo naju pada en takle list, tako da ni glih fajn, če ti tole na glavo pade. Ja, je kar. Dobro, bilo te ne bi, ampak je pa lahko ran. Če ti pa tale kohko spade na glavo, ja, to je šele. Probavala na bova. Če bi kar en takle otok vzel pa eno tako hiško, bi si naredil. Mi je prav všeč. Zdaj sem bral, tukaj naj bi krokodil pojedel psa, kuna psa, ampak ne verjamem, da so tle glih krokodili. Tukaj je že suh.
Tole je današnja moja proizvodnja. Evo, lupem kokosa, da jih bova pa lahko posušila do konca pa naribala in da imela kokos. Takole izgleda. Teda je notri še mleko, voda. In pa samo enkrat poče še, pa ven steče. Talija je šla še iskat, več pa takole izgleda, precej vlaknasto, tako da. Še po eni poti čez cel otok dejansko in se najde ena vasica, ene 6 hiš je. Nisem hotel glih preveč riniti tam noter, ker niso preveč navdušeni. Tudi na teh otokih ponekod zahtevajo, da jim daš, ne vem, če hočeš z dingijem priti na otok, $10, potem če se hočeš z njimi slikati, par dolarjev, tako da včasih je kar malo zoprno tako snemati te domačine, čeprav bi jih več, bilo za vas tudi bolj zanimivo, za mene, za spomin, ampak enostavno ne dovolijo. Z meni se pa spomnim, ko sva bila na St. Vincentu, ko sva šla po ulici, sem je snemal z GoProjem, čisto tako nasplošno, pa je začela ena ženska vreščati, tako da ne vem kaj, da bom naredil, in je šla cela vas na ulico in za nama, zato ker sem z GoPro snemal. Od takrat naprej sem nehal zdaj te domačine toliko snemati, nikoli ne veš, kaj te čaka. V bistvu pa sej, če se kontra postavimo, verjetno tudi nam ne bi bilo všeč, da ti nekdo s kamero skozi hrbtom stoji pa te snema, ne, tako da. Zdaj, če kaj posnameva, vprašava, če lahko, eni dovolijo, eni ne, tako da. Zdaj grem pa nazaj, ker je tole edina potka. Ne vem, kje je Natalija. Nekaj šla brntati tam na oni strani, ki prodaja tista ženska. Tako da se mora pa hitro vrniti, ker bo zelo vsak čas tema. Koliko se sva nabrala, vse sva si tole ogledala, te dva otočka tukaj. Tako da verjetno jutri zjutraj pa od Jadrava 6 mil bolj na jug, jugo-zahod, kjer je še en otok, oziroma še več jih je. Še na tistem si bova tudi ustavila. Potem pa, če bo vreme ugodno, se pravi, da ne bo preveč vetra, od Jadrava proti Kolonu, kjer mora zrihtati jadrnico. Zakaj je ugodno vreme? Zdaj, ker se nam je spet pač počelo pri priponah vijak, in se bojim, da bi kakšen jambor padel, zato čakam švohnejše vetrove zdaj. Nama ni pa uspelo še nobenega sončnega zahoda posnet, ker zmerno nekaj ali kakšen nevihta ali kaj, tako da upam, da mi zdajle uspe. Počakava še teh 50 minut, pa da bo kakšen let. Oblaki so, sprav bi znal biti let. Evo, Natalija je že tukaj. Si kupila kaj? Če si kupila? Eno si? Dobro. $4. Odlično. Koliko si dala? 4, 4? $4, ok. Tole kupila Natalija, $4 je dala, to je homemade, doma narejeno. Kako se temu reče? Molas. Molas. Zdaj gremo pa tukaj med te dva otočka, tale nekje je sidrat. Tukaj naj bi bil en vrh potopljen, ga gremo malo posnet, če je lep za videti.
naseden trajekt, ki ga je kupil Kanačan, kjer naj bi naredil ferij, povezava med Kolumbijo pa Panamo, ampak do tega ni nikoli prišel, ker ni dobil dovoljenja. Pa tukaj enkrat plul, mu je pa motor odpovedal in je nasedel. Natalija že pripravila sidro, zdaj mora pa tle najti en plec, kjer bo zasidrala. Zdaj po sredini je 30-40 metrov globine, potem pa se samo odvikne. Da mora en plec najti zunaj. Medva so zasidrala zdaj na tem otoku, pred koralnim grebenom, turkizna voda, evo ti. Lepa, me čakam, da grem v vodo. Zdaj je otok za nama. Kakšne lepe barve so za nama. Modre, turkizne. Ja. Čudovite. Danes bova tukaj prespala, pa bova pa videla za naprej. Kakšno bo vreme. Če bo preveč pihalo, ne bova šla zaradi pripon, drugače pa jutri potem nadaljuje. Jutri ali pa pojutrišnjem. Po koliko je kila kokosa? Je bio, eko? Bio. Bio? Če bi kdo naročil, zdaj bo postala največja izvoznika iz Paname kokosa. Evo, Natalija kupuje baranta. I don't know how. Uno. Ima ananas, limone, jajca, paradižnik, krompir, česen, papriko, imajo kar nekaj. Evo. Suzuki kot medva pa Yamaha. Imajo same znamke. Natalija kupuje. Kaj pa je to? Pomaranče. Gracias. Potato, how much? Papas? Habla. Dame uno. Gracias. Bye! Ciao! Nekaj smo nakupila. Koliko si dala za to? Ja, $10. $10 za tole. Zdaj pa to, če uvožiš. Glede na to, da tle ni trgovin, da sva že kar nekaj časa brez vsega tega, sva mogla nekaj vzeti, ne? Da. No, tole je €10 zdaj, tako da pa sami presote, ali je drago ali ne.